Lepo pozdravljeni, dragi gledalci našega YouTube kanala, poslušalci našega podcasta. Pozdravljam mojega današnja sogovornika, na skrajni, moji desni, direktor muzeja novejše zgodovine iz Celja Tone Kregar in tudi tako zraven mene Blaž Urnik, kustos iz Mestnega muzeja Ljubljana. Priložnost, v kateri smo se zbrali, je povezana s tisto, o kateri smo letos mi že kar nekaj posneli, da sta pa seveda na to temo naredila izdelek, ki je predmet našega današnjega pogovora. Več 80 let konca druge svetovne vojne je letos najrazličnejših dogodkov, ki so s tem povezani, in v tem kontekstu sta nastali dve razstavi. Ena razstava, vsaj dve, recimo raje tako, ena v Ljubljanskem mestnem muzeju in druga v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Razstavi imata seveda rahlo različen fokus, ena je bolj posvečena koncu, ena pa vojni kot celoti, kar tudi tisto ime ljubljanske razstave zelo natančno pojasni. Kaj je bil namen, kaj je bila želja, kaj je bil cilj priprave teh dveh razstav? Pa mogoče Blaž, ti začneš. Ja, o tem smo se kar precej pogovarjali takrat pred leti, ko je bila sprejeta ta odločitev, da bomo postavili obletnično razstavo. To je seveda bil prvi povod za razpravo o tem, da v tako razstavo gremo. Razmišljali smo seveda o tem, ali v svetu, v katerem smo, zlasti potem te naše razprave so se nekako časovno ujemale prav z spremembo razmer, v katerih Evropa danes živi. In debata je v bistvu tekla v tej smeri, ali je zdaj pogovarjanje o drugi svetovni vojni neke vrste izolacionizem, skoraj bi lahko rekli. V sodobnem času divja vojna, mi se pogovarjamo o nekem zelo oddaljenem času in smo v bistvu ugotovili ne samo, da je seveda smiselno in da se je treba pogovarjati o drugi svetovni vojni, in sicer zato, ker nas mora nekaj spomniti na to, kaj se v Evropi dogaja v času po vojni. Namreč po vojni nastane ta kontekst sodobne oziroma povojne Evrope, ki je bila usmerjena v ustvarjanje nekega kontinenta miru, blaginje, sodelovanja. Potem se je pa to začelo umikati, ta ideja. Zakaj? Ker ni več narativov v družinah prve generacije, druge generacije, posnetki, fotografije taborišč, streljanje talcev, grozote in vse to bledijo. In zato je treba v bistvu ta evropski krik nikoli več obnavljati, reproducirati. Tudi seveda skozi pripovedovanje o drugi svetovni vojni. Druga stvar, če lahko še to omenim, je pa seveda potem tudi dejstvo, da se vojna po vojni ne konča, da sledi v bistvu soočanje z posttravmatskimi zadevami, z dogajanjem v intimnih krogih, v boleznih celotne družbe pravzaprav, ki so posledice vojne, in tukaj se pa lahko iz druge svetovne vojne učimo, kaj čaka Evropo v bistvu po tem, ko bo ta konflikt zaključen. Kaj bo v Celju? Celju so sicer, kot rečeno, malo drugače fokusirali. Ja, ampak precej podobno izhodišča. Seveda je sama vsebina druge svetovne vojne nek sestavni del našega muzeja že od samega nastanka, to je nekdanji muzej revolucije, in nekje že po inerciji, nekaj po sami naravi stvari se od nas pričakuje, da vsaj za okrogle obletnice pripravimo nekaj na to temo. Ampak ravno ta letošnja 80. obletnica in iz nje izhajajoča odločitev za pripravo te razstave pa dejansko izhaja iz neke globljega zavedanja, zelo podobno, kot je kolega Blaž omenil. Prvi razlog je, se pravi, dogajanje v svetu, dogajanje okrog nas. Pravzaprav skoraj da, recimo mi, ki po vojni vendarle malce poznamo preteklost, težko dojemamo, težko dohajamo vse te spremembe in se tudi sami težko znajdemo, kaj šele recimo mlajša javnost, ki nima toliko
toliko neke širine, toliko vede in toliko poznavanja teh stvari. Druga zadeva pa prav tako že omenjena, da pravzaprav odhajajo še zadnji neposredni pričevalci teh časov, še predstavniki zadnje generacije, ki je sama doživela in preživela to ločnico med vojno in mirom. In konkretno v zadnjih 2-3 letih je naš muzej dejansko izgubil 3-4 prijatelje muzeja, sodelavce muzeja, ki so nam bili ravno za svojo osebno zgodbo, svojim osebnim spominom, obenem z neko tako humanistično kot intelektualno širino zelo, zelo veliko pomoč tudi pri razmisleku o nekem našem delovanju. Se pravi, ti neposredni pričevalci odhajajo, nikogar ni več, ki bi lahko naslednjim generacijam sam povedal to zgodbo ali pa svoje občutke glede tega. In če kdaj, potem zato smo toliko bolj ustanove, ki se ukvarjamo z varovanjem kolektivnega spomina in njegovim umeščanjem v neko našo skupno zgodovinsko zavest, pravzaprav dolžni, da na te stvari opozarjamo. Kdo če ne mi? To si zdaj mi dal odlično iztočnico za naslednje vprašanje. Zgodovinar je zdaj običajno, koliko si člankov napisal, koliko si knjig napisal. Kaj muzej tu pove zgodbo drugače kot knjiga, članek? Zdaj, bistvena razlika je seveda v tem, kako razstava nagovarja obiskovalca, ne, ali pa kako knjiga nagovarja svojega bralca. Ne. Razstava ima seveda tukaj precej nekih posebnosti. Ne. Prva je, da je osnovni znak tega muzejskega jezika muzejski predmet. To je tudi nekaj, kar bo muzejem v času digitalnega sveta ostalo. Ne. To recimo soočenje obiskovalca z originalom omogoča boljše uživetje v neko vsebino, v neko zgodbo, ali pa celo identifikacijo z neko zgodbo. Ne. To je recimo pri muzejskih razstavah zelo pomemben učinek, ki ga lahko taka razstava povzroči v človeku, ne, oziroma sproži. In kaj je bolje, kako razumeti neko vsebino, kot je recimo vsebina vojne, bolje kot tako, da lahko razmišljaš o svoji vlogi v sodobnem svetu, o svoji vlogi v nekem potencialnem drugačnem svetu, kar seveda pomeni, da se začneš spraševati, ali je vojna nekaj, kar si želimo. Ne. To je recimo ena taka primerjava recimo med razstavo in knjigo. Ne. Druga stvar je pa ta, da razstava razpolaga z nekim, seveda je nek fizični prostor, ne, kar pomeni, da je zelo pomembno, kako je oblikovana, kako torej ta čisto njen fizični izgled tudi nagovarja obiskovalca. Fizični prostor pa ponuja tudi možnost nekega performativnega dodatka, če tako rečem, ne, to so lahko pogovori, vodstva, umetniške akcije, ne. Skratka, vse tisto, kar je vsakokrat drugače, ne, tako da razstava ponuja večkratnik ali pa večkratno možnost doživljanja kot knjiga, ne, ki jo lahko sicer večkrat preberemo, jo lahko mogoče drugače razumemo, z nekim predznanjem, z nekim dodatnim znanjem. To so recimo stvari, na katere smo pozorni, ko pripravljamo razstavo. Bom samo dodal tukaj, ne, kakšna je pa zdaj bistvena razlika, recimo to, ne, da na razstavi vidiš in sliko, vidiš predmet, ne. Branje knjig je pa stvar ustvarjanja podobe. Ne. Kako si predstaviti podobo nekega streljanja, ne, v glavi, ne, ali pa videti sliko, ne, ali pa lakota, ne, če tam vidiš kruh, iz katerega smo naredili šahovnico, šahovske figure, recimo, poznamo tak primer. Ta moč najbrž. Res je, predvsem pa tudi ta časovna dimenzija, ne? Za knjigo ti potrebuješ čas. Potrebuješ koncentracijo, potrebuješ neko vizualizacijo prebranega. Muzejske medije pa vendar drugačno. Mi pa nagovarjamo, že v osnovi nagovarjamo za neko podobo, kot je kolega Blaž omenil, recimo, ne? Fotografija pove več kot ne vem koliko napisanih strani, ker ne skriva, ker je pravzaprav zamrznjen trenutek v času, je dejstvo, je golo dejstvo. Tu
tu seveda so možne interpretacije, ampak ne tega, kar je dejansko razvidno na fotografiji. In zato se pravzaprav tudi medijo, tudi v muzejskem mediju poslužujemo res najnujnejšega teksta, kar je pa seveda večja odgovornost za avtorja, ker je treba za čim manj teksta, koliko je mogoče povedati čim več in čim bolj egzaktno. In pri tako kompleksnih temah, kot je recimo druga svetovna vojna ali pa leto 45, predvojno, povojno dogajanje, je to res precejšen izziv. In pri tem si pa seveda pomagamo, se pravi, namesto napisanega, za katerega nimamo ne prostora, ne to niti ni namen razstave, uporabljamo fotografsko gradivo, 3D gradivo, muzealije, se pravi, ki za svojo sporočilnostjo, da se še enkrat ponovim, povedo več kot ne vem koliko napisanih besed. In z nekimi seveda posebnimi zgodbami, s citati, z nekimi reminiscencami, ki poskušajo nekako obiskovalca nekako približati mu duh časa in prostora. Zato gre pravzaprav pri razstavi. In kdo so zdaj ti obiskovalci? Zdaj nekaj izkušnji že, razstave ste že nekaj časa odprti, še nekaj časa tudi boste? Ja, mi smo jo v osnovi namenili predvsem šolajoči se mladini, se pravi, višjim razredom osnovne šole, srednje šole. Na ta način je tudi koncipirana, na ta način je zastavljena. Tudi z oblikovnega vidika kot neke vrste miselni vzorec, se pravi, z osnovnim namenom, pravzaprav predstavljamo vam to, kar najpomembnejše, kar bi veljalo, če že ne uporabim besede, kar bi morali vedeti v drugi svetovni vojni v našem prostoru. Se pravi, v osnovi je zasnovana za učence, tudi na nek način kot pomoč pedagoškim profesorjem, učiteljem zgodovine, ki se sami vemo pogosto tovrstnih problematičnih tem raje izognajo iz različnih razlogov. No, tokrat tu ni izgovora. Mi smo vam pripravili učno uro, ki jo izpeljemo tudi namesto vas. Vaša dolžnost, vaša naloga je samo, da otroke pripeljete. In moram reči, da nekateri kar s pridom to izkoriščajo, jaz sem hvaležen, sem vesel, zato smo se tudi odločili, da bo razstava relativno dolgo na ogled, skoraj da leto dni, slabo leto dni, da bi zajela recimo skoraj da 2 šolski, koledarski leti, recimo učence iz teh, in da bi si jih čim več ogledalo. Seveda je pa ob teh organiziranih skupinah še vedno največ individualnih obiskovalcev, zlasti ljudi, ki že v osnovi gojijo neko afiniteto do ohranjanja spomina na to obdobje, preko nekih družinskih zgodb in podobno. Ampak obisk je lep. Tema tudi po 80 letih, ki ostaja aktualna, recimo na odprtju v Celju, se nas je zbralo več kot 200 ljudi, kar je lepa številka. Pri vas verjetno podobno, ne? Ja. Moram reči, da je kar kompleksna zadeva pripravljati razstavo takšne vsebine za zelo različne generacije, ne? In seveda tukaj smo morali računati z generacijo, ki ima, bom rekel, zelo izdelano mnenje o tem, kaj je z drugo svetovno vojno, ne? Kar je seveda to, jasno ni velika ugotovitev, da ta vsebina pri nas kvečemo razdvaja, ne? Združuje ne, in zato smo za to generacijo, ne, za prepričati recimo to generacijo kot izhodišče postavili enačaj med besedi vojna in nasilje, ne. To ne more razdvajati, bi rekel. Zato se tudi razstava začne tako, kot se začne, ne, s podobo Vide Pregarc in stola, na katerem so jo ubili, kar predstavlja neko ultimativno nasilje, ne. Zdaj za mlajše, torej za šolajočo se mladino, pa seveda je treba postrežiti preko zgodb tudi z neko faktografijo, ne. Pri nas imamo tudi precej močno pedagoško službo, ne, ki je pripravila posebne programe za 2. in 3. triado osnovne šole in za srednje šole, tako da to zdaj ob začetku šolskega leta se intenzivno začenja. Kot je povedal Tone, je obisk nad pričakovanji, ne. Nismo si v resnici predstavljali, da bo toliko ljudi prihajalo na to razstavo. Mogoče še to recimo omenim ob zaključku naše razstave, torej ob koncu, ne, ko pride obiskovalec čisto
do konca smo dali možnost obiskovalcem, da zapišejo neke svoje refleksije, jih obesijo na zid in tako naprej. Ne? In na tem zidu se pojavljajo zapisi generacij, ki omenjajo svoje starše v vojni, ki omenjajo svoje stare starše v vojni, torej gre za mlajše ljudi. Tukaj so zapisi, številni zapisi tujcev. Enega smo si seveda mogli prevajati, ker je v nekih korejskih pismenkah bil napisan z sodobno tehnologijo, ne, če tako rečem. Tako da v resnici nagovarja razstava res vsakogar. Ne. Zdaj, to nagovarjanje, ne, pa v teh sodobnih časih, ko ni časa, ne, kar je absurd, ne, me napeljuje na zadnje vprašanje. Ne. Namreč, čas, v katerem živimo, je družba zdaj taka, da hoče imeti kratke, enostavne odgovore. Ne. 5 besed, 5 stavk, 2, kar je več, zgubijo pozornost. Ne, in tako naprej. Zdaj, kako v tem kontekstu, ne, tega enostavnega odgovarjanja predstaviti neko kompleksno temo. To je verjetno seveda neznosno težak izziv. Ne. Kako s tem shajati? Muzeji so verjetno, čeprav knjiga je najbrž še boljša, ker smo knjigo menili, knjiga ima še večja. Kdo bo šel zdaj brati knjigo, ki ima 900 strani, strip je že lahko včasih danes preveč, ne, mora biti karikatura. Kako zdaj te obiskovalce ne odbiti, ne, ali pa vsaj ne odbiti, ne, mogoče pa upaš prevabiti. Poglej, ker ti odgovori, ki jih tukaj dajemo, ne, pa kjerkoli v zgodovini, to ne moš 2 stavkih povedati. Jaz sem že prej omenil, če smem, ne, da je res zahtevno tako kompleksno problematiko, recimo, kot si že bolj na uvodu omenil, mi se fokusiramo bolj na dogajanje v celju leta 45. Seveda pa brez poznavanja širšega vojnega konteksta ti ne moreš razložiti, kaj se je dogajalo neposredno pred osvoboditvijo, med osvoboditvijo in po njej. Ampak hočem reči, in zato je seveda ta izbira besed zelo zahtevna. Ne. Povedal sem že, s čim manj besedami povedati čim več in čim bolj egzaktno, zlasti in predvsem tudi na nek način, ne bom rekel ideološko, neutralno, celoti, ampak vendarle res egzaktno, da ti pravzaprav nihče ne more učitati kakršnekoli agitacije. Strokovno neoporečno, predvsem to. Ne? Ampak ne, kar me pravzaprav radosti, zlasti kolegice, ki vodijo po razstavi, več kot jaz sam, pravijo, da je interes zlasti mladine izreden, da so pozitivno presenečene nadpovprečno nad njihovo pozornostjo. Ne? In verjetno predvsem zaradi tega, kar smo že z Blažem govorila, zato ker muzejski medij vendarle prepleta različne načine podajanja informacij in predvsem v veliki meri cilja na čustva, ne toliko na sam razum kot na čustva. Ne? In otroci, povojno rečeno mladostniki, danes seveda ne morejo ostati neprizadeti pred življenjsko zgodbo in fotografijo, morda komaj leta ali pa 2 starejše vrstnice izpred 80 let, ki je recimo umrla pred 19 leti v Auschwitzu. Ali, ne nazadnje, tudi neke tragične usode neposredno po drugi svetovni vojni, da se razumemo. Kar se tiče, to je Blaž recimo je zelo dobro omenil, tudi mi opažamo zdaj poletje, seveda Celje se ne more pohvaliti s tolikšnim številom, žal ali na srečo tujih turistov kot Ljubljana, ampak vendarle, gre za skupino turistov, mislim, gre za obiskovalce, ki na nek način radi delijo svoje odzive na pogledne razstavi in ti so izredno pozitivni, skratka, v glavnem pa se zaključujejo, da se nikomu, recimo Francozom, Belgicam, niti sanjalo ni, kaj se je pri nas dogajalo med drugo svetovno vojno, ne nazadnje, kolikšne žrtve so pravzaprav padle v boju proti nacifašizmu. In tu, če samo en stavek, da pa res zaključim, in se rekel, kaj je osnovna poanta? Prej Blaž rekel, vojna je enačaj nasilje. Na podoben način pravzaprav se tudi mi lotevamo teme, se pravi, vojna je ultimativno zlo. Mir je to, zakaj. Ta razstava, čeprav govori o vojni, je namenjena miru. Zato tudi naslov konec vojne, živel mir. Ja, to o tujcih, ki si omenil, v resnici pri nas v preteklosti, v teh raznih evalvacijah
obiskovalcev, njihove izkušnje z našim muzejem in tako naprej. Tujci zelo pogosto omenjajo, da si želijo v muzeju videti čas vojne in čas komunizma. To je recimo nekaj, kar jih zelo priteguje. Ne? In tudi zato recimo je, zaradi tega smo šli tudi v poseben katalog, angleško izdajo, ne? Torej ne dvojezično v eni knjigi, zato da ne obremenjujemo. Mi pa po vašem skrivljeno. Drugače pa je tako, ne, s tem, kar si vprašal. V resnici so se muzeji začeli prilagajati tej recimo zmanjšani pozornosti, ne, še prednje je prišlo do nje. Ne. Ste bili vizionarji? Tako rekoč, ne. Namreč muzeji z tega recimo starega tradicionalnega kova, ne, so se včasih rekli, da so knjigo prenesli na panoje. Ne. In še preden so se začeli te kratki posti na družbenih omrežjih, pa mimi, pa tako naprej, ne, so muzeji težili k čim krajšim besedilom, k jedrnatosti, k razpoznavnemu fokusu, k namenu razstave in tako naprej. Ne. Tako da tukaj, ja, v resnici so bili muzeji vizionarji, zakaj pa ne, ne. In vendar razstave niso, tako bi rekel, kratke, ne, če rečem. Na razstavah je v resnici potem, ko imaš izpisan scenarij, kar veliko besedil, ne, ki se pa seveda razporedijo po teh 100 kvadratnih metrov razstavnih površin. Ne. Pri tem pa je treba tudi še na nekaj paziti. Ne. Imamo zelo različno vrste obiskovalcev. Ne. Če rečem takole paleta, ne. Na eni strani te palete je obiskovalec, ki se sprehod skozi razstavo, dobi vtis in je s tem zadovoljen. Ne. Ohranil se mu neke podobe, nekaj je doživel in gre ven. Ne. Potem sledi množica različnih, ne bi zdaj, mi jim dajemo kar imena, ne vem, inšpektorji in tako naprej. Na drugi strani je pa obiskovalec, ki res vse prebere, no, če tako rečem. Vse pogleda, vsako stvar hoče videti, z vsako stvarjo se ukvarja, ne. In ti obiskovalci niso mitno, ti obiskovalci v resnici obstajajo, ki preživijo več ur na razstavi, se z njo temeljito tudi so pripravljeni deliti svoje mnenje o razstavi in tako naprej. Ne. Tako da za vse te je treba poskrbeti. Ne. Treba je poskrbeti za to, da bo nekdo dobil vtis, da bo nekaj odnesel iz te razstave in seveda treba je poskrbeti za zelo korektno, strokovno, primerno, vsebinsko, bi rekel, zgradbo razstave. Ne. Recimo v našem primeru, zdaj, vi ste se ukvarjali s koncem vojne, pa si rekel, da seveda je treba paziti na cel kontekst. Ne. Mi smo se ukvarjali s celo vojno, pa je spet treba paziti na cel kontekst. Ne. Tako da moj scenarij te razstave je vseboval tudi cela 30. leta 20. stoletja pri nas. Ne. Vse te recimo akademske klube, glasila, ki so jih izdali. So nujni za razumevanje. Ves ta intelektualni uvod v konflikt, recimo, in tako naprej, ne. Ampak smo se mogli temu odreči, ne, zaradi pač tega, da razstava lahko, da ni predolga, da ni preobsežna, da ni preveč vsebin skomprimiranih v njej. Ne. Tu lahko pravzaprav zaključimo in samo rečemo našim gledalcem in poslušalcem, naj se uvrstijo to paleto obiskovalcev najrazličnejših vrst, glede na seveda svoje preference. Hvala vam za ta pogovor. Hvala tebi. Hvala tebi in hodite v muzej. Tako.